Lepo pozdravljeni, Črt tukaj z vami oziroma Črt in Nenad. Današnja tematika tegale pogovora, tegale podcasta bo se vrtela okrog prehrane, natančneje o prehrani v teh trenutnih, dajmo temu reči, kriznih ali pa boljšo besedo uporabiti nenavadnih časih. V goste sem povabil Nenada Kojiča. Nenad je fant, naš kolega, s katerim že zdajle nekaj časa uspešno sodelujemo skozi izobraževanja in bom rekel nek konstanten kontakt, izmenjujemo mnenja in znanja. Nenad je nutricist in njegovo v bistvu glavno področje delovanja je nekako pomoč ljudem pri prehrani, v bistvu prehransko svetovanje, mogoče me bo Nenad malo bolj popravil, kako se temu dejansko reče. Skratka, je del ekipe Dr. Feel Good in mislim, da on skupaj s celotno ekipo delajo dobro, ljudje so zadovoljni, ne glede na to, mi smo pa tudi, naša ekipa pa tudi zadovoljna z sodelovanjem z njimi in z njim, ravno zaradi tega, ker nam nekako ponujajo zelo dober vir informacij in znanja iz prehranskega področja. Menim tudi, da imajo vsi skupaj zelo znanstven pristop in ravno zaradi tega smo se odločili povabiti Nenada v goste, da poskušamo razjasniti par pojmov, kar se tiče prehrane. Tako da, Nenad, še ti kakšno besedo, mogoče na kratko o sebi, če sem se pravilno izrazil, kaj počneš in kako počneš? Ja, mislim, da si me zelo dobro si me opisal, nimam več kaj dosti dodati, mogoče par manjših popravkov lahko edino. Moj opis dela je nekako nutricist. Sam si rečem tudi, da sem komunikator znanosti, nekako ta znanost mi je zelo blizu, pa bi potem to tudi rad na druge malo prenesel. En izraz, ki se ga uporablja za opis našega dela, je včasih tudi prehranski svetovalec. Pa se mi zdi, da je to nek tak, onesnažen termin v teh današnjih časih. Zato ga ne uporabljamo pri nas pogosto. Je pa res, da nekako večina ljudi pa vseeno je bliže ta izraz kot nutricist mogoče, ampak v bistvu to pomeni podobno stvar. Podobna stvar, zakaj pa bi rekel, da prehranski svetovalci ni glih idealen izraz, kaj je tisto, kar te moti na tem izrazu? Kaj pa vem, v preteklosti se je več nekih akterjev podpisalo s tem izrazom, pa mogoče ne bi hotel v istem ribniku z njimi plavati. Brez zamere, ampak nekako se mi zdi, da nutricist je vseeno manj onesnažen izraz. Dobro. Čistko, predno gremo naprej, ne, mogoče, midva sva parkrat govorila, se tudi dobila in tako, se še v bistvu tudi mi spoznavamo med sabo, ampak daj čistko kot kontekst, no, kako ti gledaš na stvari, mogoče predno greva naprej na tematiko, da sam izpostavim to, da imaš oziroma tvoj interes v zvezi s prehrano izvira na splošno, se mi zdi, skozi interes o človeškem bitju na splošno. Torej, že sam si mi rekel, da te zelo zanima, bom rekel, tudi samo zgodovinsko ozadje človeka kot takega in tako naprej. Čistko, mogoče mi še to poveš, no, da nisi ti izključno, ker te jaz tudi ne dojemam kot nekoga, ki brska po člankih za prehrano in ostaja izključno znotraj teh okvirjev, ampak te vidim kot nekoga, ki študira, bom rekel, oziroma poskuša razumeti celoten kontekst človeškega obstoja. To se mi zdi zelo dobra opaska. Včasih rečem, da prehrana ni moja prva ljubezen. Ja. Mogoče, če neka stvar, ki se navezuje na prehrano, je bolj presnova. Recimo, človeška presnova je tisto, kar me bolj konkretno zanima. Zdaj, prehrana je zelo velik del tega, ali pa zelo pomembna komponenta. Ni pa edina. Nekako celo delovanje človeškega telesa je tisto, ali pa vse ostalo, kar vpliva na to, je tudi zelo pomembna stvar. In potem posledično so to vse stvari, ki te nekako zanimajo, ali pa ki jih ta zadeva potegne sabo. Tudi način, na katerega živimo, kulturno mogoče neposredno ali pa posredno lahko vpliva na to, kako naša presnova deluje.
No, sej podobno tudi mi razmišljamo. Še ena stvar, ki te prekinjam, ki se mi zdi pomembna, je pa tudi nekako ta zgodovina ali pa evolucijska zgodovina človeka je tudi zelo pomembna pri razumevanju tega, kako ali pa zakaj mogoče celo naša presnova deluje tako, kot deluje. Ne? Marsikaj si lahko pojasniš, znan citat je od Dobžanskega, ne? Nač v biologiji nima smisla, razen ali pa skozi prizmo evolucije. Vse stvari nekako so take, kot so danes, v tej obliki, ko govoriva o živih organizmih, zato ker so pretekle generacije, ne, s temi lastnostmi bolj preživele, kot one, ki so imele neke druge lastnosti. Ja, res je. No, se to je ena taka tematika, ki bova verjetno kdaj obdelala. Mogoče se bova kaj na evolucijo vrgla kdaj naslednjič, ko se usedeva takole skupaj, ki je po moje zna biti kar zanimivo. Deva midva kar štartati. No. Zdaj obljubila sva tematiko, ki je povezana s temile trenutnimi turbulentnimi časi. In se bova kar lotila tematike, o kateri dejansko zdaj v zadnjih 2 tednih ali pa več, tudi ti sam intenzivno pišeš in govoriš tudi na svojih, bom rekel, kanalih. In to je zdaj sama organizacija prehranjevanja v teh časih, ko smo v tako imenovani samoizolaciji. Glede na to, da se izogibamo en drugemu, poskušamo v trgovino hoditi čim manj, nekako razmišljamo tudi malo bolj naprej, skladiščimo in kupujemo tako, da gremo v trgovino mogoče enkrat na teden, nekateri enkrat na 2 tedna. Kako se lotiti razmišljanja o tem, kaj bom kupil, kaj ne bom kupil, katera so tista živila, ki so obstojna pa hranilna, katera živila bi mogoče z tega nakupovalnega listka že kar na začetku zignoriral, ki jih mogoče običajno nakupujem, skratka, kako bi ti svetoval, da začne nekdo razmišljati v tej smeri? Pri teh stvarih je vedno vprašanje, kaj želiš, zakaj želiš svojo prehrano na nek način prilagoditi. Zdaj, če nimaš nobenih ciljev vezanih na prehrano, potem je v bistvu vseeno. Potem lahko kupiš makarone in moko in greš domov, ker to je zelo obstojna hrana. Se mi zdi, da tako je večina ljudi naredila. Ne? Zdaj, če te spet zanima samo, kako okusna je tvoja hrana ali pa kjer stvari imaš rad, je rešitev preprosta. Kupiš tisto, kar ti je všeč in kar je obstojno. In za večino ljudi je to spet bila moka, sladkor in makaroni. Ampak nekako večina ljudi, ki pa pride k nam, ki imajo cilje vezane na prehrano, pa jih zanima bodisi preoblikovanje telesa ali pa recimo želijo vplivati na svojo telesno sestavo s prehrano, ali pa jih zanima zdravje. Ne? Želijo s prehrano zagotoviti vse tisto, kar optimalno bo podpiralo njihovo zdravje. Zdaj, ta 2 cilja sta do neke mere skladna, nista pa vedno, ne, bolj k enemu ekstremu težimo, moramo žrtvovati del drugega za to. In potem, ja, v odvisnosti od tega, kako ekstremen je en ali pa drug tvoj cilj, potem je tudi prehrana lahko malo drugačna. Pa v osnovi tisto, kar bo nekako vzdrževalo precej ugodno telesno sestavo, bo podpiralo tudi zdravje, in tisto, kar je načeloma so neke ugodne prehranske izbire, bo tudi koristno načeloma za telesno sestavo. No, zdaj, recimo, potem to neka 2 kriterija ali pa 2 cilja, skozi katera gledamo, kaj bomo izbrali, ko gremo v trgovino, upoštevajoč vse ostale stvari, ki jih moramo danes upoštevati. Ne bomo hodili vsak dan v trgovino, pa je potem smiselno zbrati stvari, ki so mogoče malo bolj obstojne, ampak zdaj v luči teh 2 ciljev ne moreš zbrati samo makaronov pa moke, bo rekla, kaj drugega je še potrebno zbrati. Ja, in to je to. Aha, druga stvar, oziroma tretja v bistvu zdaj že, je pa to, kako potem ta večja količina hrane, ki jo zdaj skladiščiš doma, nekako vpliva na tvoje prehranjevalne navade. Plus to, da ni samo to, da imaš ti več hrane doma, ampak je celo tvoje prehranjevalno okolje je spremenjeno. Tudi več časa imaš mogoče, če zdaj si eden izmed tistih, ki so morali ostati doma. A pa če nisi, da moraš delati, si mogoče pod povišanim stresom, pa lahko tudi to vpliva na to, kako zdaj gledaš na prehrano, ne? Ali pa zakaj izrabljaš prehrano, mogoče celo v tem času. Prva stvar, na katero treba... Ja.
Ja, najprej, kaj potem dejansko v trgovini kupiti. Zdaj, vse prva stvar, ki moraš nasloviti, je samo, bom rekel, sama energija, ki jo pokuraš, ko cele dneve sediš doma, ne? Recimo že sama energijska bilanca je tista, ki je ena glavnih stvari, ne? Recimo, to je stvar, ki je zelo pomembna pri nekakvem nadzorovanju te zdrave telesne mase. Ni fajn, da se zrediš v tem času. Ja. Po drugi strani ni fajn niti, da hujšaš. Ohranjanje te zdrave telesne teže ne bo najbolj ugodno vplivalo na tvojo imunost. Recimo, da se bojiva okužbe, a pa posledic okužbe. Tako da in en in drug ekstrem zdaj ne bo koristil. Zato to je za večino lahko precej problematična stvar, ker nimamo tega. Načeloma ljudje nimajo razvitega tega dojemanja kakšna je energijska vrednost posameznih živil. Če so to neka predelana živila, a pa so energijsko zelo gosta živila, so lahko količinsko, je to lahko zelo malo hrane, skladišči veliko količino energije in potem lahko imaš ti dejansko občutek, da poješ majhno količino hrane, pojem malo, ampak je to energijsko veliko in dejansko lahko pridobivaš telesno maso v tej situaciji, kjer dejansko večino dneva sediš in ne porabiš veliko energije. Ali pa lahko uživaš celo isto količino hrane, ne? Če so to podobna živila, kot si jih užival prej, uživaš podobno količino energije, ampak si zdaj primoran biti doma, so tvoje energijske potrebe valjda manjše na račun tega in kljub temu, da ješ enako, kot si jedel prej, ko si bil bolj aktiven, pridobivaš telesno maso, ker si pač manj aktiven. Zdaj nekega tako cookie-cutter načina, kako zelo hitro ozavestiti energijsko vrednost tvoje hrane in kako zelo hitro ugotoviti, kakšne so tvoje energijske potrebe. Pač, to se ne da zelo na hitro rešiti. Ne? Ja. Tega treba naučiti. Zdaj, kaj pa lahko, eno tako heuristiko, ki jo pa lahko uporabiva, če izbiraš zdaj načeloma manj energijsko gosta živila ali pa energijsko bogata živila ali pa manj predelana, recimo, da v tej fazi, ko veš, da zdaj so moje energijske potrebe manjše, ker sem večinoma doma, bom zbiral nekako živila, ki imajo več vlaknin, več vode, manj, recimo so več vode, to je mislim, dobra heuristika, kot so sadja, zelenjava, take stvari namesto mogoče nekih prilog, kot so škrobnate testenine, dost moke, dodanega sladkorja, olja, oreščki, to so bogata energijsko zelo gosta živila, dočim tudi krompir mogoče celo, ko je kuhan, ni tako zelo bogato živilo. Pa je mogoče to neka zamenjava, ali pa recimo beljakovinska živila sploh so zelo nesitna, pa niso zelo energijsko bogata. Pusto meso, ribe, grški jogurt, mlečni izdelki iz posnetega mleka, so neke stvari, ki so precej nasitne glede na njihovo energijsko vrednost, pa potem s takimi zamenjavami, brez kakršnega koli ukvarjanja s samo energijsko vrednost, pa s konkretnimi številkami, se lahko omeji ta energijski vnos v takšni meri, da vseeno omogoči nekomu, da se ne prenajeda, nezavedno. Sej si že sam med vrsticami omenil, splača se nekako razmišljati mogoče za tiste, ki so zdaj že opazili v tednu dveh, da dejansko se gibljajo zelo malo, tisti, ki smo ostali doma, da ne komplicirajo preveč. To je tista prva, bom rekel, logistična zagonetka pri marsikomu. Torej, če že razmišljaš mogoče za kakšen procent več o svoji prehrani zdaj, kot si pa mogoče 2-3 tedne nazaj, je pametno se malo umiriti, pa si ne zakomplicirati življenje pri sami prehrani. Ja. To je tisto, kar se mi zdi, da je kar pomembno, da se tle štarta, pa potem naprej razmišlja. Ja, mislim, vzdrževati neke prehranske navade, ki si jih imel že prej. Zdaj, trgovine še vedno obratujejo. Ja, seveda, Vsi večji trgovci trdijo, da imajo zalog še za nekaj mesecev. Zjutraj, če prideš v trgovino in so police vedno polne, napolnijo jih nazaj. Ni neke potrebe po kopičenju hrane, ali pa spreminjanju prehranskih navad v strahu, da bo zdaj hrane zmanjkalo, ker je ne bo. In tudi to kopičenje se lahko tega bolj specifično dotaknemo, ker je ena taka zanimiva tema, sploh nadzorovanje apetita, pa vse te stvari so ena zelo zanimiva
debata, ki je mogoče zdaj še zelo aktualna. Ja, imam zapisan, ja, to bo se tudi dotaknila. Če ostanemo še mečkano pri samih živilih. Ja, kaj dejansko kupiš zdaj, ne? Omenila sva, da kakšne zamenjave je fajn narediti, ne? Pa kjera so tiste živila, ki so energijsko manj gosta, ali pa ne vsebujejo manj kalorij, temu rečemo, ali pa manj džulov, to je uradno, je džul, ni kalorija. Še ena tehnična. Dogovorjena merska enota, ja, da ne bo kdo rekel, da govori v neumnosti. Ampak ljudje, pač kalorije so bolj praktična enota in se pogovorno rečemo kalorije. Kaj se hoče reči? Sva rekla živila, ki imajo več vode, ki vsebujejo več vode. Ne? Zdaj, ampak več vode pomeni tudi, da se prej pokvarijo. No, to ja. Da to ponavadi niso zelo obstojne živila. Ne, zelenjava, neke vrste zelenjave vsem so obstojne. Zelje, ohrovt. Te stvari stojijo, to lahko imaš komod en teden doma. Neka zamenjava za bolj pokvarljive vrste zelenjave pa je zamrznjena zelenjava, a pa vložena zelenjava, a pa konzervirana zelenjava. Ne? Vse to so precej dostojne zamenjave in ne velja tisto, da je konzervirana ali pa zamrznjena zelenjava manj hranilna izbira. V bistvu ni, no. Lahko, da nekateri vitamini, ki mogoče so manj obstojni, se zmanjša njihova vsebnost. To ne pomeni, da izgine, ampak se samo zmanjša. Ampak neke stvari, pa recimo sploh v zamrznjeni zelenjavi, so bolj obstojne. Ker je zamrznjena zelenjava zamrznjena tam na kraju, zelo hitro, čim sveža zelenjava je sveža že 2 tedna na tisti polici. Ali pa v tovornjaku, ali pa nekje drugje, ne, v tranzitu. Tako da zamrznjena zelenjava je zelo dostojna zelenjava. Če imaš skrinjo doma, jo daš v skrinjo in lahko nabaviš več tega. Konzervirana zelenjava prav tako je zaščitena dejansko pred oksidacijo in tudi je lahko boljši vir celo nekaterih hranil, pa mogoče slabši nekaterih drugih. Tako da neka mešanca, recimo zamrznjene, sveže pa konzervirane, se meni zdi, da lahko s tem pač lahko je neka srednja pot, ne? Dobiš to, kar rabiš, pa niti potrebno vsak dan iti po svežo zelenjavo v trgovino. Zdaj pri sadju je malo drugače, ker konzervirane vrste sadja so kompoti, to ne prinaša enakih koristi, ne, kot sveže sadje. Zdaj, zamrznjeno sadje je pa podobno, zelo dostojna zamenjava. Tukaj pač čisto ena tako zamrznjeno sadje, ne? Ampak ena zanimivost, zamrznjeno sadje je ena najpogostejših virov virusnih okužb povezanih s hrano pri ljudeh. Ne? To ne pomeni, da boste korono dobili iz neke slučajne zamrznjene zelenjave. To so neki drugi virusi. Ne? Ampak pač čisto kot zanimivo. To niti slučajno ne pomeni, da ne smete uživati zamrznjenega sadja, niti slučajno. Samo kot zanimivost, ne? Da tudi pač se ne vem, komu drugemu je to še zanimivo kot meni, ampak lej. No, tega jaz nisem jedel namreč, no. Evo, ja, ker te jagodiče je pač z rokami treba pobirati, ne. Tako, ja, vse to je to, ja. To pobirajo so pač vse sorte teh klic. Ja. Ampak vsa hrana je potencialno lahko, ne, vir, pač. Zato moramo s hrano tudi ravnati. Dobra praksa, moraš se pripraviti tako, da je, ne, čim manj. Tako, ja. Glede konzervirane... Pomit zelenjavo pa to, ne? Ja. Glede konzervirane imam eno pod vprašanje. Prej, ko si govoril o konzervirani prehrani, ko si omenil, da določena hranila mogoče malo bolj dostopna v primerjavi s svežo oziroma določena ne. Predvsem me zanima tisto, kaj je v konzervirani zelenjavi mogoče bolj dostopno v primerjavi s svežo. Ja, to je sicer zelo zanimivo pa dobro vprašanje, ampak mislim, da sploh ne vemo dejansko. Ker bereš ene vire, pa so izpostavljena ena hranila, pa potem bereš druge vire, pa so omenjena druga. Ker je odvisno je tudi od postopka konzerviranja, ker so ponavadi različni postopki, so odvisno je od embalaže, v kateri je konzervirano, a je steklena, je takšna, je drugačna, ker tudi če je steklena, potem je svetlobi izpostavljeno, če je konzervirana v aluminijasti, a je aluminijasta, ne? Pločevinka, ta, kako se reče, konzerva. Ja.
Ja, pač potem svetlobe ne prepušča, pa je spet drugače. Ampak načeloma recimo neki vodotopni vitamini se lahko izgubljajo. Torej B vitamini ali pa C vitamin. To v prisotnosti vode, recimo C vitamin ni zelo obstojen. Ampak vse so to relativne izgube. Veš, ne? Še zmeraj je ta zelenjava dober vir nekih stvari. Zdaj, folat je ena taka stvar, ki precej hitro razpada, če je v zamrzneni zelenjavi. Zeleni grah, recimo, ki je sicer stročnice so zelo dober vir folata, ne? Zamrznjen zeleni grah po nekaj mestih več sploh ni vir folata. To je mogoče ena taka izjema. Folat, samo če na hitro mogoče poveš, kaj to je za tiste, ki to mogoče ne poznajo. Ja, pač spada v skupino B vitaminov. Je pomemben za kup enih stvari v telesu. Pri teh stvarih je tako, da težko izpostaviš samo eno stvar. Ne? Zdaj, pri nosečnicah je zelo pomemben, ker pomanjkanje folata lahko privede do napake v zapiranju nevralne cevi. Ne? To je en tak specifičen primer, kjer lahko daš prst nanka, ampak drugače pa pač tako za celično delitev, za zdravje možganov in živčevja, za srčno-žilno zdravje. Ne moreš reči, zato je pomemben. Ne? Ker je pri nekih stvarih kofaktor in zelo pogosto in vse povsod dejansko sodeluje. Za večino vitaminov je tako. Ni zdaj, C vitamin, to je ena stvar, ki jo dela C vitamin. Pač veliko enih nalog opravlja. Ima antioksidativne vloge, je kofaktor. Generalno, ja, za vse vitamini in minerali imajo več funkcij. Ko smo glih pri vitaminih, čistko malo izven, tudi znotraj prehrane. Zdaj mi je slučajno padlo na pamet, ker danes je bilo zdaj malo sončka, ta famozen D vitamin, ne, pa sonce. Glih nedolgo nazaj, sem se pogovarjal z eno prijateljico, se ne spomnim več s kom, smo se pogovarjali o D vitaminu in o sončenju. A ti mogoče kaj veš to klasično vprašanje, ki je potem dostikrat na tapeti, koliko sonca nekako ali na dnevni ali pa tedenski ravni deva, ne vem, reči, je tisto nekako preko katerega sprožimo ravno toliko, bom rekel, sinteze vitamina, kakor zdaj, ali je to, pa tudi recimo ta zanimivo vprašanje, ali je dovolj, da te sonce obsije samo na enem delu telesa, recimo mogoče samo obraz ali pa roke, ne, pozimi ne hodimo nagi okrog, ne, ali je boljše, ali pa ni razlike, ali se jaz na sonce postavim za 15 minut samo z obrazom ali s celim telesom, a ti kaj veš o teh stvarih? To so vse spremenljivke, ki določajo to, kako dolgo moraš biti na soncu. Zdaj, kje živiš je zelo pomembno. Tukaj v Sloveniji recimo ni celo leto sonce uporabno za ta namen, ne? Ker enkrat je zelo nizko in ni zadosti močno. Dejansko ti UVB žarki, ki zadanejo kožo, niso zadosti močni, da bi producirali sploh vitamin D. Tako da v tem delu leta ne moreš, lahko si cel dan na soncu nak ležiš, ne? Teh 12 ur ali pa še manj, koliko je sonce takrat, pa ne boš produciral zelo velikih količin, ali pa sploh ne vitamina D. Ker sonce pač ni zadosti močno. Tako da nekaj pol leta samo v Sloveniji je, ne vem točno, kjer mesti so, od marca do, ne vem na pamet, v glavnem pol leta. Tvoja pa od kože, bolj, ker si temen, dlje moraš biti na soncu. Zdaj, čas, valjda, je odvisen od tega, pa od tega, kako močno sonce je. Površina kože je tudi en dejavnik. Ne? Večjo površino, kot izpostaviš načeloma, manj časa moraš biti na soncu. Da vse to je nekaj, kar vpliva na to, kako uspešni smo v tem, koliko vitamina D dejansko pridobimo iz sonca in ker večino teh stvari glih ne izpolnjujemo, smo daleč od tega, kar bi bilo optimalno, hodimo oblečeni, večino, sploh poleti, itak smo, tudi poleti, vse večino časa, ko sije sonce, nisi na soncu, ampak se skrivaš pred soncem. Mislim, je tudi razlog zaradi tega, potem te večje raziskave tudi v Sloveniji ugotavljajo, da velik del populacije ima suboptimalne, celo zelo suboptimalne ravni vitamina D. In
tukaj je suplementacija zelo na mestu, ker če imaš tega premalo, pa moraš nekako dodati. V prehrani ni zadosti vitamina D. Pred kratkim je bila objavljena ena zanimiva raziskava, kjer so namenoma hranili ljudi z, ne vem na pamet, koliko lososa so jim dali za jesti, ampak je bilo precej lososa, toliko lososa nobeden od nas ne poje, niti tisti, ki imajo najbolj radi ribe, in niso mogli samo z lososom dopolniti ravni vitamina D pri tej skupini, ki je uživala los. Torej, sonce je dejansko takrat, ko ga imamo na voljo, oziroma tista polovica leta dejansko treba ga kar izkoristiti, ne? Neke konkretne številke ne bi vedel podati, pa časa, koliko moraš biti takrat na soncu. Tudi zelo različno slišim, da ljudje priporočajo, od pol ure pa plus. Ampak realno ne vem, koliko časa moraš biti. Če hočeš samo s soncem to stvar dopolniti, potem res moraš biti poleti zelo relativno pogosto na soncu, vseeno upoštevati vse tiste dobre prakse, ne se pač zažgati na soncu, ker bo to imelo druge negativne učinke na tvoje zdravje, pa poveča pač tveganje za nastanek raka na koži, melanoma, ali kako je. In testirati mogoče vitamin D, zdaj imamo to šanso, imamo ta luksus, ne. No, zdaj trenutno ne, ker se to ne dela, ampak v normalnih okoliščinah lahko narediš krvni test za ravni vitamina D in potem na podlagi tega dosuplementiraš po potrebi. Je pa tako, da nekih do 2000 internacionalnih enot vitamina D, mislim, da lahko vsak uživa. Nekako okoli 1000, malo pod internacionalnih enot je za odraslega človeka priporočena dnevna doza vitamina D. In če nekdo do 2000 dodaja na dan, je to približno toliko, koliko rabi, če upošteva, da se ne bo kompletna doza absorbirala. Brez tega, da karkoli testira, ali pa brez tega, da se, sploh če ve, da ne preživi poleti za dosti časa na soncu. Ker teoretično, ali pa hipotetično, bi lahko s tem, da preživiš za dosti časa poleti na soncu, zapolnil svoje zalogo vitamina D, toliko, da te zdrži skozi zimo. Ampak večina pač ne preživi za dosti časa na soncu. Zato se mi zdi, tudi če upoštevava, kako pomemben je vitamin D na splošno za imunofunkcijo, če ga imaš premalo, pač da ga dosuplementirati. To ne pomeni, da moraš pretiravati, to bi celo odsvetoval, pač ne pretiravati, ampak mogoče pa vsem dodaj, če veš, da imaš ga premalo, tisto dozo, ki jo odmerek, ki ga potrebuješ za to, da vzdržuješ vsaj neko normalno raven. Mislim, da nobenemu ne bo škodilo, če dodaja to od 1000 do 2000 internacionalnih enot. Kar se tiče ostalih nekih teh dodatkov v kakršnikoli obliki, ne? Zdaj omenila sva vitamin D, tisti tak klasičen, recimo sploh v zimskih mesecih, ne? A bi omenila še kakšen dodatek, ker recimo te dodatke so spet neka taka specifična tema, ko pač imamo ljudi, ki razmišljajo o tem, pa to je totalno brez veze, zakaj bi se sploh to šel, recimo, pa imamo ljudi, ki mogoče so na drugem spektru, ko malo preveč računajo in zapravljajo za razne dodatke. Sploh veliko je tega naslepo, ne? Torej, pač očitno je dobro, pa bom kupil, pa bom užival, ne? Prej se omenil krvne preiskave in tako naprej, ne? Ampak dobro, zdaj se osredotočiti na to, bom rekel, na to situacijo, ki je zdaj. Nimamo dostopa do nekih raznoraznih raziskav. A je še kakšno tako dopolnilo, ki bi na nek način skozi neko preventivno prizmo ne bi škodilo, recimo? Okay. Dej še eno stvar prej, odprej od vitamina D. Če imaš zadostne ravni vitamina D, pol ne dodaja vitamina D, ne? Ker ga očitno ne rabiš. Ampak če pa sumiš, da bi ga lahko imel premalo, pa najbrž ne bo škodilo, tudi če dodaš neko manjšo dopolnilno dozo v okviru 1000 do 2000 internacionalnih enot. Zdaj, kaj se tiče pa drugih prehranskih dopolnil, ker vitamin D je ena taka izjema, ki ga dejansko ne moreš dobiti iz hrane, ne? Vse ostalo načeloma lahko dobiš iz prehrane in bi tudi nekako moral dobiti iz prehrane, če je tvoja prehrana relativno ok, ne? Če ni, potem pa bi bilo fajn, da jo narediš tako, da je.
In v tem primeru dejansko ne potrebuješ prehranskih dopolnil. Tudi v tem času jih ne potrebuješ, ker v tem času, ta čas ni nič zelo drugačen. Zdaj vsi se sicer pogovarjamo o tej imunski funkciji, pa dajmo boostati ali dvigniti, kako rečemo, imunski sistem, ne? Ampak resnica je, da ne moreš dvigniti imunskega sistema. Ne moreš ga boostati, lahko mu samo omogočiš, da deluje normalno. In s tem, da mu zagotoviš vsa hranila, ki jih potrebuje, deluje normalno. Druga stvar pa je, da nočeš dvigniti imunskega sistema, ker dvignjen imunski sistem imajo recimo bolniki z avtoimunskimi boleznimi. Ne? Pri njih je imunski sistem preveč aktiven, toliko aktiven, da napada njihova tkiva. Mislim, vse to je malo poenostavljeno razlaganje, napada jih samo zato, ker je pospešen. Ne? Še pride do nekih drugih razlogov. Ampak vseeno, pri njih je recimo imunski sistem preveč aktiven. In isto pri neki okužbi, potencialno, če je tvoj imunski sistem preveč aktiven, ne? Se preveč robustno odzove na to okužbo, te lahko poškoduje bolj, kot bi bilo to potrebno. Ne? Tako da pač hočeš, da tvoj imunski sistem deluje normalno, nočeš ga dvigniti ali pa boostati čez neko mejo. Ne? Niti ga ne moreš. Tudi neke super doze, kaj se omenja, vitamin C, kaj so take stvari, ne? Ki naj bi boostalo. Pač nič od tega ne dvigne dejansko imunskega sistema. Niti nobeni drugi dodatki. Nekje sem videl pred kratkim, glih v začetku te norije, je bila objava, to so prehranska dopolnila, to so živila, ki dokazano preprečujejo okužbo ali nekaj takega, ali pa dvigujejo imunski sistem, ali karkoli je že bilo pisalo, karkoli je že pisalo, pa se mi je zdelo. Mislim, da je napačna uporaba besede dokazano. Ker so so omenjene so neke te, pač pa te popularne, ne vem, česen, hinaceja ali kako je že pač karkoli ta stvar, ki je tako popularna za dvigovanje imunosti. Kaj je bilo še omenjeno? Aloe vera, eukaliptus, pač neke te zeli, ne? Nič od tega dejansko nima dobre znanstvene podlage, da bi koristil kakorkoli. Pri okužbah edino, kar kaže nek temu akutni učinek, da bi lahko zmanjšalo, pa še to samo pri prehladu, trajanje prehlada so te longete cinka, ki jih daš v usta in pol pač sproščajo cink lokalno, ne? Tam, kjer nekako pač v črelu in v nos. Oziroma, tam, kjer je ta okužba prisotna, oziroma kjer se ta virus množi. In potem ta povišana prisotnost teh cinkovih ionov nekako naj bi upočasnila replikacijo tega virusa. Ne? Zdaj to ne pomeni, da prepreči okužbo ali pa kakoli, ampak lahko malo blaži simptome pa skrajša trajanje. Ampak spet, to je samo pri virusu prehlada. Tega ne moreš zdaj kar ekstrapolirati, pa reči, tudi korono mi bo pozdravil. Pač to ne gre tako. Ne? In to je dejansko edino, kar lahko za gotovostjo nekako trdimo, da pomaga akutno pri neki bolezni konkretno, pri prehladu. Tudi C vitamin nikjer ni pokazal se kot koristen, niti za profilakso, niti za kasneje, ko že imaš bolezen. Kje pol izvira ta, ne vem, kako bi opisal, s katero besedo, ta euforija s C vitaminom tekom celega našega življenja. C vitamin, se spomnim, ker sem bil majhen, pa tako naprej, ne. Že takrat, da sem je loteval prehlad, C vitamin, limona, karkoli že, ne. Takrat je bila limona popularna s tem C vitaminom. Zdaj že informacija šla naprej, ne, da C vitamin se ne skriva izključno samo v limoni, ampak marsikje drugje v večjih količinah. Ampak bom rekel, ta C vitamin se mi zdi, da še vedno vztraja v neki podzavesti naši, ne. Mečkeno zakihamo, pa že iščemo, kje bom zdaj dobil dozo C vitamina, ali v obliki, ne vem, nekega živila, ali pa v obliki tablet. Kako je to? Nimam pojma, od kje točno to izvira. Ampak se mi zdi, da pri vitaminu C je podobno kot pri ostalih stvarih. Zdaj, pomanjkanje vitamina C definitivno ne bo dobro, niti za tvoje splošno zdravje, niti za tvojo imunost. In če ti manjka vitamina C v prehrani, potem če ga dodaš toliko, ne, da ga uživaš dovolj, potem to bo koristno za tvojo imunost.
ali pa za splošno zdravje. Ne? In potem je smiselno poiskati malo več vitamina C. Ne? Samo težava je, ker si pač v štartu že delal napako. Nisi užival dovolj vitamina C. Ne? Ker če bi ga že užival dovolj, potem ga ne bi rabil iskati takrat, ko misliš, da ga potrebuješ. Mislim, ta C-vitamin je tako... Ja, kar povej. Ja, ampak podobno je z vsemi ostalimi hranili. Ja, prehranska znanost je v prejšnjem stoletju se predvsem ukvarjala s pomanjkanjem. V državah razvitega sveta. Pomanjkanje raznih vitaminov je povzročalo razna bolezenska stanja in ko so dodajali te stvari, so zdravili ta bolezenska stanja, na račun pomanjkanja. In potem mogoče preko tega so ljudje mislili, več je boljše. Po navadi tako funkcioniramo. Če je nekaj dobro v neki količini, potem več mora bo še boljše. Samo pri hranilih ni tako. Ne? Obstaja neka fiziološko normalna raven, ki jo moramo doseči, da vse deluje optimalno. Premalo je slabo, pa preveč je isto tako slabo. Ne? Ni smiselno preveč dajati. Prevelike doze odmerki, vitamina C so lahko škodljivi. Imajo neugodne učinke, bo rekel. Najbolj direkten, ki ga zaznaš takoj, je recimo imajo odvajalen učinek. Ampak potem je pa še en kup drugih stvari kronično, na kjer lahko vplivajo in niso niti približno fajni. Če gremo malo naprej, zdaj neka uravnotežena, da mi povej, katero besedo ti uporabljaš, uravnotežena, primerna, se v bistvu na koncu vse eno. Beseda primerna mi je všeč. Primerna, ne? Primerna, ker je primerna posamezniku, ne? Ja, primerna njegovemu cilju, posamezniku, njegovemu stanju in njegovemu cilju. Ne? Ker prej sva rekla, da lahko s prehrano vplivaš na več različnih ciljev. In od tega, od tvojega stanja pa od tega cilja je odvisno, kaj bo zate primerno. Če hočeš uravnavati telesno maso, pa bo primerna količina energije in pa vsem zadostna količina hranil, ki jih potrebuješ, da vzdržuješ svoje zdravje. Deva zdaj, kar se tiče, bom rekel, nekega primernega prehranjevanja, določiti neko, oziroma kje je tisto časovno okno, znotraj katerega se potem najbolj orientirati. Torej, želimo poskrbeti, recimo, da je moj cilj, da res, da sem zdrav, da sem vitalen in da imam kar se da raznovrstno prehrano, da zaužijem vsa hranila, makro in mikrohranila, ki jih želim, ki jih potrebujem. In kjer je tisto časovno v logističnem smislu okno, znotraj katerega jaz zdaj rotiram živila, skrbim za raznovrstnost. Torej, po domač povedan, če jaz nabavim za 2 tedna fasenge, pa imam zelenjavo, pa imam krompir, pa imam ribe, pa karkoli. Normalno ne bom jedel 4 dni samo ribe, pa potem 4 dni krompir, da ga zmanjka, pa potem 4 dni papriko, pa tako naprej. Ne? Ampak da se to nekako mena, zato da je razporeditev vitaminov oziroma vseh makro in mikrohranil. Ne? Zdaj, marsikdo se obeša na to enodnevno časovno okno, pa me zanima, če je smiselno razmišljati o večdnevnem časovnem oknu, da se zaužije zadostno količino beljakovin ali pa nekih vitaminov, česarkoli. Ne obstaja nek predpis, kakšno je to časovno okno bi moglo biti. Vemo, da ni potrebno, da je enodnevno, lahko je večdnevno. Tako da mogoče enotedensko je, recimo praktično se lahko predstavljaš, ampak tudi to ni zapisano v kamen, to je pač neko tako zdravo razumsko sklepanje, bo temu rekla. Ampak se mi zdi, da večina, vsem za večino, če razmišljaš, kako funkcioniramo, je smiselno, da večino obrokov nekako kombinira približno ravnoteženo, ne? Da si ne reče, cool, en teden imam časa, bom ponedeljek to, v torek ono, ne? Ker tudi različna hranila, sploh beljakovine so taka stvar, ki jih ni fajn puščati samo za en teden, pa jih pojesti, ne? V nedeljo za cel teden nazaj. Jih je fajn dovajati na neki redni ravni.
idealno vsaj 3-krat na dan, recimo. Ne? Pač zaradi načina njihove presnove. Jih je pomembno uživati relativno pogosto. Tako da pri njih dejansko mogoče velja celodnevna ali pa ne vem, pri obroku neka predpisana količina. Za vse ostalo, sploh še nimaš nekih športnih ciljev, je v bistvu, ne, če še zmeraj ostajamo pri makrohranilih, ogljikove hidrate in maščobe lahko poljubno prerasporediš. Ne. V nekem karikiranem primeru bi lahko dejansko jih vse pojedel v nedeljo, če jih prej nisi nič, skozi cel teden pa soboto. Ampak večina nas ne funkcionira na ta način in je potem tudi smiselno, tudi z vidika uravnavanja apetita, nekako je smiselno jih pri vsakem obroku alocirati zadostno ali pa primerno količino. Tako da še zmeraj se mi zdi, da obrok je neka smiselna enota, ker če uspemo ljudi naučiti, da so njihovi obroki sestavljeni ustrezno, potem se jim ni potrebno ukvarjati, čakaj, koliko zdaj že ogljikovih hidratov in maščob moram zaužiti, ker to ni neka stvar, ki jo počnemo v praksi. Ampak si je fino se je naučiti, kako nekako obrok, ki je naseten, ki vsebuje vsega približno neko fajno količino in potem tudi, če znotraj tega nekega muštra, kako en obrok zgleda, zamenjamo par stvari, da pokrijemo še tisti drug spekter hranil, ki jih mogoče pri prejšnjem obroku ni bilo, potem vse pade na svoje mesto brez nekega pretiranega obremenjevanja. Zdaj, če pa jaz nimam nekega koncepta, kako en dober obrok zgleda, pa se pa lahko malo lovim, ker ne vem, a je bilo v redu, zdaj moram še tisto, ki so rekli, da je zdravo, rekla sta beljakovine, tega mislim, da nisem za zajtrk, bom še tam mal. In ponavadi to ne dela, če imaš nek konkreten cilj vezan na prehrano. A pa cilj višjega ranga, ne? A pa če se loviš svojo prehrano, pa rečeš, pa sej jem zdravo, pa zbiram, pa sej dobra živila zbiram, ampak ne veš nekoliko energije zaužiješ, ne? Dejansko nimaš nobene niti približne predstave, kaj na tvojem krožniku, kaj je in kaj pomeni. Potem zato to ne dela, ne? Kljub temu, da imaš občutek, da se trudiš. Ko smo že glih pri živilih, makrohranilih in tako naprej, čisto da omenim, sej marsikdo, ki naju posluša, ve veliko že o svetu prehrane, mogoče marsikdo pa niti ne, čisto da vmes omenva kakšno aplikacijo oziroma platformo, kjer se lahko ljudje, zdaj prva stvar seveda, kamor bi jaz napotil nekoga, ki ga zdaj me zanima, pa mogoče malo več časa, da si pogleda, prebere kakšno stvar o prehrani in o teh stvari, o katerih zdaj govoriva, je v bistvu vaše, bom rekel, spletne strani, kot so Dr. Feel Good, Zavod Spoznaj prehrano in tako naprej. Tam se mi zdi, da je kar veliko koristnih informacij na tak logičen in nek znanstven pristop tudi k sami vsebini. Mogoče pa, če zdaj ta neka platforma, ki jo marsikdo uporablja, je recimo opkp.si, za neko, da ljudje dobijo predstavo, koliko zdaj energije vsebuje ena štruca kruha, pa koliko en jajc, pa koliko skuta in tako naprej, ne? Mogoče, če imaš, a je to tista, ki je za nas super, ali mogoče še kaj boljšega, kako bi se ljudje, ki jih zdaj malo zanima, da bi se tega lotili? Ta OPKP je malo nerodna, ni mi glih zelo ljuba. Nasplošno, zakaj? Nisem, pa okorna je, ne vsebuje vse, tako nerodno jo je uporabljati, no. Ampak nasplošno nekako ne zdi se mi, da so te aplikacije dobra prva postaja za večino ljudi. Aplikacije, kot so take si omenil, ali pa MyFitnessPal je ena, ki je zelo popularna, pa ima precej kompletno bazo podatkov. Ne precej, ampak zelo kompletno bazo podatkov. Pa tudi priročna je za uporabo. Ampak se mi zdi, da večina ljudi, sploh na dolgi rok, če se pogovarjava, ne bo od tega imela največ koristi. To je uporabno za nekoga, ki že zelo dobro razume svojo prehrano in prehranske potrebe in si lahko neke stvari olajša na ta način. Dočim za nekoga, ki ne zna mogoče niti povedati, kaj so dejansko 3 najbolj osnovne skupine živil, beljakovinska, ogljikohidratna pa maščobna živila, je smiselno, da najprej se to nauči in tudi mi v praksi tako funkcioniramo.
da najprej te stvari, ok, to so beljakovinska živila, toliko tega potrebuješ. Ne? Na nek način učimo tako kot Lego kocke. To so 3 vrste Lego kock. Ne? In potem, ok, glede na tvoje potrebe potrebuješ toliko teh in toliko teh Lego kock. Ne? Ti se potem skozi proces naučiš, kjere Lego kocke so, kjere Lego kocke. In potem tako sestavljaš te svoje krožnike, ne? V odvisnosti od svojih ciljev. Tako da se mi zdi, da je to dobra prva postaja za nekoga, ki se je komaj začel ukvarjati z osnovami prehrane, da se najprej nekako nauči, kaj dejansko so te 3, v grobem te 3 skupine živil, v kateri so se pogovarjali ali pa hranili, ogljikovih hidrati, maščobe in beljakovine, in kjera živila so dejansko predstavniki enih ali pa drugih. Ker potem tudi uravnotežen obrok je v bistvu sestavljen iz vseh teh 3 nekako. Ne? Samo o količinah se potem pogovarjamo. Zdaj, omenil si našo stran, pa spoznaj prehrano. Mislim, da en kup informacij brezplačno lahko najdete na teh straneh. Za nekoga, ki pa ima zdaj še posebno več časa, pa ima zelo konkreten cilj, pa pač lahko tudi nas pokliče, če potrebuje bolj hands-on approach, ne? Kjer pač potem gremo skozi dejansko njegovo življenje, skozi njegove prehranske navade, vidimo, kako stvari že zdaj dela, pa kaj, ne? Nikoli dejansko ne spreminjam, nikoli ne rečem, nič od tega ni prav, pa bomo zdaj mi povedali, kako se tej stvari streže. Ne? Ampak dejansko večina ljudi vsaj približno neke stvari že počne prav, ali pa vidi, kaj jim najbolj ustreza, ker oni sebe najbolj poznajo. Ne morem zdaj en pride k meni, pa mu reči, jaz vem, kako je zate najboljše živeti. Ne, vsak je v svojega življenja gospodar, pa ve, kaj mu najbolj ustreza. In pol znotraj tega njegovega življenjskega sloga se te stvari prilagajajo. In pol skozi ta proces, nekako tudi skozi praktične primere, tudi neke jedi, ki so mogoče najbolj blizu nekomu. Zdaj, nekdo, ki ima za zajtrk pač jajca, pa še nekaj, mu ne bom rekel, ne, tega bo zdaj grški jogurt začel jesti. Zato, ker se meni to zdi tako pametno. Ne, samo bomo povedali, kako zdaj ta jajca, pa kaj dati zraven, ne, pa koliko česa in drugega. In po skozi te praktične primere se vzpostavi neka nova rutina in skozi ta proces se ljudje naučijo potem, kaj so beljakovine, koliko jih potrebuje, kaj so ogljikovih hidrati, koliko, kaj so maščobe, koliko. Ne. Pač učni proces je. Idealno bi se tega učnega procesa ljudje naučili v šoli. Prej so se pogovarjala o evoluciji, pa o naravi. Ja. Tako, ne. Pri drugih živalskih vrstah je to temeljna veščina. Svoja mama mladiče najprej nauči, kaj morajo jesti, da preživijo. Ne. Zanimivo je, da pri nas v osnovni šoli se tega v bistvu ne učijo, vsaj ne temeljito. Naučimo se matematike, naučimo se narave, družbe, vsega tega, naučimo se marsikaj drugega. Tega pa zanimivo se ne naučimo. Ja, mislim, pozornosti bi bilo verjetno bistveno bolj več posvečati temu, ja. Sploh pri začetnih prvih razredih. Ja. Ja. Da se prehrane lotimo po klasični progresiji. Ne. Najprej duplo kocke, potem navadne Lego kocke, potem preidemo šele na Lego tehnik. Ne. Če zdaj karikiram. Ja. Duplo kocke so kos ribe, kos krompirja, potem Lego kocke, mogoče makrohranila, potem pa Lego tehnik, pa potem začneš razmišljati o vitaminih in tako naprej. Ne. Tako, ker potem dejansko so neka kombinirana živila, ki jih ne moreš uvrstiti nikamor. Ne. Tudi energijsko bogata živila, čokolade, peciva, take stvari. Ne. Tudi to je lahko del primerne prehrane. Ko enkrat obvladaš stvari do te mere, da jih znaš umestiti v kontekst, potem jih pač znaš umestiti v kontekst. In če zagotoviš zadosti hranil z ostalimi živili, ker je tvoja prehrana na splošno zadosti kakovostna, pa je energijsko ravnotežena, ker obvladaš tudi ta koncept energijske vrednosti živil, potem komot lahko daš tortico, piškot tu in tam ustaviš neko stvar, čips, karkoli, dokler zagotoviš ta dva kriterija in ti nič ne manjka. Sam težava je, ker večina ne obvlada teh konceptov in pol daje v te stvari po vrhu ali pa na neko hranilno nekompletno prehrano in to pa potem dejansko je težava. Dobro, greva zdaj še tisto, kar sva prej obljubljala, da se bo lotila, kar nam je tudi zanimalo, da se danes lotova, torej
neke vrste... A te lahko prekinem še? Ja, Predem zaideva nekam drugam. Prej sva pisal pozabil na stvar povedati. Omenila sva zelenjavo, omenila sva sadje, ne? Kaj so recimo dobre alternative. Nisa pa povedala, kaj so recimo dobre alternative za neke vire beljakovin. Ker so omenila, da so viri beljakovin pomembni, nisa pa povedala, zdaj kaj izbrati, ker meso težko kupiš na zalogo za 2 tedna. Sploh če je to sveže meso. Ali pa ribe, pa take stvari. Tudi neki mlečni izdelki niso zelo obstojni. Kaj se še viri beljakovin? Stročnice, recimo, ki so rastlinski viri beljakovin, suhe stročnice ali pa konzervirane stročnice. Evo, to se meni zdi super izbira. Ki so poleg beljakovin tudi viri vlaknin, tudi viri folata, mimo grede, surove stročnice. In so tudi zelo nasitni. Ko jih skuhaš, je to precej hrane pride. Tako da pokriješ tudi tisto bazo. Ne? Niso neka hrana, ki bi se je načeloma bilo lahko prenajesti. Pri mesu, zdaj suha mesnine, neke puste, govorim puste mesnine, ker razne salame, pa to so energijske bombe. Nek pršut, ki je bolj rdeč, pa manj bel, ali pa nek karej svinjski, ali pa sušena govedina, to so vse zelo obstojni viri beljakovin. In pa zakaj ne bi zdaj v tem obdobju izkoristili tega? Zdaj, tako je pri teh predelanih mesninah, so dostkrat povezane z negativnimi učinki na zdravje črevesja oziroma na pojavnost raka na črevesju, pa potem se malo malo z rezervo, ne? Malo se tako grdo na njih gleda, ampak tukaj moram reči, da znanost ni zelo jasna. Ni zelo jasna, no? Ker tudi predelane mesnine niso ena tako zelo homogena stvar. A zdaj se pogovarjava o pašteti, a se pogovarjava o salami, ki je spet vse skupaj, a se pogovarjava o pustem kosu mesa. Mislim, da zdaj v tej fazi, če nekdo del svojih beljakovin, pa je to malo večji del, dobi iz predelanih mesnin, ki pa so vseeno bolj kakovostni kosi mesa, mislim, da ne bo škoda svojemu zdravju. No? Potem pri mlečnih izdelkih je tako. Neki mlečni izdelki, ki so že mlečni izdelki, so precej obstojni, sploh če imaš hladilnik doma. Skir, grški jogurt, tudi sir, skuta, vse te stvari so zelo obstojne v hladilniku. Lahko jih kupiš za mesec na zalogo. Ne delati tega, ampak jaz sem pojedel že jogurt, ki je bil mesec čez rok. Ampak ne delati tega, ker je to nevarno. Dejansko, mlečni izdelki so lahko viri raznih okužb. Tako da pač ne tega delati, ampak če jih pa uživate do roka in ponavadi so te roki precej dolgi. Potem pa ne bo problema. Pač tudi sir, nek staren sir drži dolgo. Se bo hitro zaključil. Beljakovine v prahu so neka stvar, ki jo lahko ljudje zdaj si nakupijo. Sirutkine beljakovine, imaš rastlinske beljakovine. To je čisto navadno živilo, to sploh ni prehransko dopolnilo, to je povsem navadno živilo. Mleko v prahu si lahko kupiš namesto navadnega mleka. Zelo obstojna stvar, pač ni nobenega razloga, da bi se temu izogibali. Kaj še pozabil? Jajca lahko isto kupiš na zalogo. Mislim, jajca ti bodo stala, če niso bila v hladilniku, jih ne rabiš vračati v hladilnik. Če so bila v hladilniku, jih moraš vrniti v hladilnik, zato ker če si jih imel prej v hladilniku, pa jih daš ven, se nabere na njih kondens in pol ta kondens povzroči, da pač lupina postane porozna in zdaj ta porozna lupina da tvegaš okužbo s salmonelo, sploh če je bila jajca kupljena. Tako da, če pa si imel jajca na toplem, oziroma na sobni temperaturi, potem jih lahko še zmeraj skladiščiš na sobni temperaturi. Naprej. Ker lupina ni porozna. Lahko jih imaš. Sem že imel 2 tedna jajca. Ni problem, tudi če so na sobni temperaturi dlje časa, ne? Ja, ne zgodi. Itak vidiš, ko je jajce pokvarjeno. Ne uživati surovih jajc. Tudi če je potencialno okužena s salmonelo, če jo spečeš, več ni, ne? Ja. Tam pač ne jesti surovih jajc. Sicer pa na noben način ne jesti koristno jesti surovih jajc. Tudi tista fora, ki je roki jedo surova jajca, to je brez veze, ker so surova jajca slabše prebavljiva.
Oboje je slabše prebavljivo, torej in rumenjak in beljak, mislim, oboje na enak način slabše prebavljivo surovo, ali je mogoče rumenjak malo drugače, ali isto? Veš, da ne vem točno za rumenjak, ampak mislim, da jajca generalno je pa slabše prebavljiva. In tudi v beljaku je ena beljakovina, ki se ji reče avidin in potem vpliva na razpoložljivost biotina v jajcih in tudi to ni fajn. Če pa jajce skuhaš, pač ta avidin uničiš in potem je tudi biotin iz jajca bolj razpoložljiv. Ja, ok. Več teh razlogov zdaj ne je surovih jajc. Ja. Poleg tega, da je nevarno. In to je to, kar je odziv beljakovin. Tako da dejansko, ko potegneš črto, sam meso ni dobro obstojen vir beljakovin. Vse lahko še zmerješ v enakih količinah, ne? In celo nekateri viri zelo dobro obstojni in so celo bolj obstojni kot neka druga živila. Če imaš hladilnik. Ja, seveda. Beljakovine, ki so zdaj, beljakovine so tudi, kot si že omenil, ene najbolj nasitnih živil, ne. Zdaj, če greva na to, kar sva prej načela, in to je neko navarnost prenajedanja zdaj, ne, ko smo zaprti, sploh tisti, ki so zaprti v stanovanjih in ne grejo, torej se ne vozijo na delo, ampak so dejansko cele dneve doma, je kar skušnjava zelo velika, ne. Torej, veš, da imaš tam polno kuhno hrane in sploh tisti, ki imajo mogoče malo več časa kot običajno, je potem ta skušnjava toliko večja. Zdaj, beljakovine sva že omenila, ne, torej beljakovinsko, torej da imajo obroki neke vrste beljakovinsko živilo, ki je tudi samo po sebi tudi nasitno in iz tega vidika zadovoljivo, kar se tiče kontrole apetita, ne. Pa predno te vprašam, dajva mogoče čez tak pravi primer, no, ki ga jaz uporabljam, to je čisto moja osebna fora, ki meni odgovarja, ker jaz se tudi včasih zalotim, da ko jem karkoli, sploh recimo velikokrat se mi zgodi zvečer, ko pridem pozno domov, torej cel dan v džimu, prideš domov in si lačen, ne? In začneš jesti in velikokrat sem se zalotil, da sem pojedel bistveno več, kot bi rabil. Kako sem to vedel? Enostavno slabo mi je bilo po večerji, zaradi prevelike količine hrane, ampak pojedel sem velikokrat preveč, zato ker mi je pač pasalo, cel dan si v akciji, adrenalin, gor dol, prideš domov in v tistem času se sprostiš in hrana, sploh če je dober, se sprostiš in uživaš v hrani in ti to ni samo seveda hranilo, hrana ti je tudi neke vrste užitek, tak in drugačen, ne. In na ta način sem se recimo dostikrat prenajedel. Zdaj, jaz trik, ki ga uporabljam, če že začutim to, ne, da jaz čutim, da sem zmatran, da sem tečen, pa da bi požrl cel hladilnik, ne. Takrat imam jaz trik, če imam na voljo, da imam neko tako, če jem solato zraven, sploh kakšno tako, ki jaz temu rečem močna, ne, torej, da si vržem not papriko, mogoče koren ali pa recimo zelje, tak tipičen primer, ki se moraš kar namatrati, da ga prežvečeš. Najprej jaz se tega lotim recimo, eno tako konkretno zeljnato solato, zdaj ne pretiravam, to pojem, potem si pa pripravim nadaljevanje večerje in potem vmes, ko bom jedel tisto večerjo ali pa kosilo, konec koncev, ne grem več s tako volčjo lakoto, ne napadem tistega zrezka ali pa krompirja, ne. In se mi zgodi in pojem bolj primerno količino, ne. Že takoj po počutju vem, enostavno ne rabim toliko pojesti, da me tišči trebuh, ampak pojem toliko, da se dobro počutim, pa da sem sit, ne. Zdaj, to sem samo dal kot primer, ki ga jaz uporabljam, ne. Torej, kot nek ukrep proti prenajedanju, ne. Verjetno obstaja marsikakšna boljša ali pa verjetno ti uporabljaš pri svetovanju marsikakšno strategijo, pa mogoče, evo, če znaš podati kakšen trik ali pa kakšen nasvet, no, situacija, polna kuhna, polna hrane, dolgčas. Zelo pomembno to, da veš, v kakšnem stanju se hraniš, je ena zelo pomembna komponenta. Če se preveč impulzivno ravnaš, potem se ti dostikrat to zgodi, da se prenaješ. Se lahko se potem malo več o tem pogovarjava, ampak nekako
vrsto lakote lahko v grobem razločimo na dva dela. Imamo homeostatično lakoto, pa imamo nehomeostatično, hedonično lakoto, temu rečemo včasih. In ta druga je lahko deluje povsem neodvisno od ta prve, ne? In včasih jemo ne zato, ker dejansko potrebujemo energijo, ampak zato, ker pač nekaj drugega pričakujemo od hrane. In dostikrat mi, zahodnjaki, jemo ne zato, ker rabimo energijo, a pa hranila iz hrane, ampak zato, ker pričakujemo nekaj drugega od hrane, ne? Potolažimo se s hrano, probamo zmanjšati stres s hrano, dolg čas nam je, pa se zaposlimo s hrano, navajeni smo jesti v nekih situacijah, a so to družbene situacije, a so to pred TV-jem, ker smo vedno pred TV-jem si neko stvar privoščili, ne? In potem sploh, če je to hrana, ki nam je všeč, pa ki nam je ljuba, pa ki v nas vzbudi neke spomine, je to še poveča verjetnost, da se bomo prenajedli te hrane. Tako da ja, je zelo pomembno, da veš, v kakem stanju se prehranjuješ, in tudi to je ena temeljnih veščin, ki jih mi naše varovance naučimo, ne? To je dejansko ena izmed prvih stvari, da prepoznaš najprej, kakšna vrsta lakote je tvoja lakota. Druga stvar pa je potem, da veš, kako ravnati v tej situaciji, ker ti sam, da prepoznaš to situacijo, ni dovolj. Za tvojem konkretnem primeru je bilo dovolj, ker si vedel, kaj moraš narediti. Recimo povečati vsebnost beljakovin pri tem obroku, ker vemo, da beljakovine so najbolj nasitno makrohranilo dejansko. In obrok, ki vsebuje večjo količino beljakovin, načeloma je bolj nasiten. In tudi prehrana na splošno, prehrana z večjo vsebnostjo beljakovin, oziroma ljudje, ki uživajo prehrano z višjo vsebnostjo beljakovin, tam nekje nad 30% skupnega energijskega vnosa, pojejo manj energije skozi cel dan ali pa skozi neko daljše obdobje časa. Pri njih rečemo, da pride do spontanega znižanja vnosa energije, ne? Ampak zdaj recimo, da nekdo nima teh veščin, pa ne ve, da višja vsebnost beljakovin pa vlaknin pa večji volumen obroka vpliva na ta način, si nima s tem kaj pomagati. On ve, da je pod stresom, da rad je, ko je pod stresom, ampak kaj bo pa naredil, ne? Ne zna obroka zapakirati. Niti nima nobene reference, se ne ve, koliko je pa prav pri enem obroku, ne? Ker potem lahko zavedno povoziš to stvar. Ok, si lačen, prepoznaš to lakoto, kot da ni prava fiziološka lakota, a pa vsaj ne v celoti, ne? Ker do neke mere najbrž je, ker zvečer, ko priješ domov, si lačen. Ampak probaš prepoznati vsaj ta hedoničen del te lakote in veš, koliko nekako je smiselno pri enem obroku dati zraven, zastaviš ta obrok tako, poješ ta obrok, ki je zastavljen z nekim ciljem, a pa po nekem konkretnem načrtu, in potem veš, da vse, kar je nad to, mogoče pa ni prava lakota, ne? Si daš malo časa in po enem času, ko se naučiš, ker to je proces in veščina, si lahko rečeš, ok, očitno ni bilo dovolj, bom še malo. Ampak gre se samo za to, da je stvar premišljena, zavedna pa nadzorovana, ne? Da ni to impulzivni odziv, pa v katerem si dejansko nemočen. Ne vem, če sem uspel to na kakšen smiseln način zapakirati. Ampak sam hočem reči, da je zavedanje svojih in prehranskih potreb in zavedanje svojega apetita je zelo pomembno. Meni se zdi to tudi, v bistvu to je prvi korak, ne? Ker če se ne zavedaš, potem tudi ne ukrepaš, oziroma najprej se moraš zavedati tega. Zdaj, recimo, ko smo že pri temu zavedanju, ok, pa dajva reči, marsikdo ima težavo, se zaveš, potem poješ in narediš recimo to, kar si zdaj predlagal, poješ neko normalno porcijo, za katero veš, da je običajno dovolj, pa si daš mogoče kakšno minuto časa, recimo, ne, pa greš mogoče po tuš, potem, če je to recimo že večer, pa kar imaš tisto sicer hedonistično željo, ti veš, da je hedonistična, ti veš, da ne rabiš zdaj tiste celo tablico čokolade pojesti, ne, ampak sanjaš že tisto čokolado, zaradi kakršnega koli razloga že pač, ne, mogoče je bil nivo stresa tisti dan toliko visok, da sem še v tisti čokoladi razmišljaš ali pa karkoli, ne, pa se ne moreš upreti temu. Zdaj, ok, smiselno je povedati, če se to zgodi, ne vem, občasno, ni problem, si prvoščeš tisto celo tablo čokolade, ne, ampak če se ti pa to dogaja vsak dan, je pa potem fajn nekaj v zvezi s tem narediti, ne. Zdaj, ena stvar je samodisciplina, za samodisciplino veš, da to je najtrši oreh, se mi zdi za večino ljudi, ne, ker samodisciplino ni tako enostavno natrenirati, ne. A ti v teh primerih, ko se ljudje spopadajo s takimi
s takimi izzivi, kako te stvari rešujete, če imate kakšne prijeme? Ja, pa sej, to je zelo pogost izziv v bistvu. Predvsem normalen izziv, se mi zdi. Ja, ker imamo neka živila, ki so nam načeloma všeč, ampak v neki fazi mogoče se ne skladajo najbolj z našim načrtom ali pa ciljem vezanim na prehrano, a pa celo lahko, da se skladajo, ne, ker jih probamo namensko uvrstiti, ampak je sama količina nastane problem pri sami količini, ker se nekdo ne more ali pa ne zna omejiti. Je pa tako, da zelo odvisno je od posameznika, na kakšen način handla to situacijo, pa kakšen pristop pri njemu najbolj ustreza. Nekateri dobro funkcionirajo na temu, da odrežejo, pa ne tega delajo, ker jim je tako lažje. Reče, okay, ne mi ti z 4 kockicami čokolade, ker to ne boš tako. Drugim pa lahko tako, da jim namerno umestimo tista živila, ki so jim ljuba, ne, v takšnih količinah, ki so smiselne pri teh obrokih, pa da jih naučimo to delati, da jih umestimo in jim je takrat dovolj. Tako da to sta recimo dva ekstrema. Še zmer se potem včasih zgodi, kot si opisal, da nekdo poje en obrok, ki takrat pač ni imel mišljenega tega, pa mu zapaše nekaj po tem. Zato je tako, spet je en kup veščin, s katerimi se lahko temu približaš, pa pristopov, s katerimi lahko probaš to stvar rešiti. Da se zaposliš nečim drugim, da prepoznaš, ali gre zdaj, a je to nek tesnoben občutek, ki ga probaš, ne, se ga znebiti, ali se probaš potolažiti, ali gre za osamljenost, ali veš, je neka druga vrsta stresa, pa potem probaš odreagirati tako, da veš, če si dejansko, recimo, da si osamljen, ne, a pa da rabiš družbe, pa ne iščeš družbe v čokoladi, ampak pokličeš nekoga. Mislim, to se sliši zelo absurdno, se sliši, ne? Ampak včasih je tako in včasih to pomaga. Če ti je dolg čas, se zaposliš z neko drugo stvarjo. Včasih nekdo gleda TV, pa mu zapaše hrana, pa se mi ni dolg čas gledam TV. Ja, očitno ti je dolg čas. Pač ugasnim to, pa pet nekaj drugega delati. Če ti to ni dovolj. Pejti na sprehod, dej se v nek drug prostor, v stran od tega. Spet ena strategija je pa ja, če si lačen, pet nekaj jesti. Ker če si lačen, ne potrebuješ čokolade mogoče, ne? Če si zares lačen. Ker če potrebuješ čokolado, konkretno čokolado, pa to ni prava lakota, pač potrebuješ čokolado. Mogoče potem moraš nekaj drugega pojesti. Mogoče uno kosilo ali pa večerja ni bila glih dobra, ni bila pravilno sestavljena. Ker dostikrat se zgodi, da ljudje, ki imajo težavo s tem, da bi pa še nekaj zvečer pregriznili, gre to na račun tega, da v prvi polovici dneva niso pravilno skombinirali svoje prehrane. Niso pojedli dejansko zadost nasitnih obrokov, ali pa takih obrokov, ki bi maksimizirali njihovo lakoto v drugi polovici dneva potem. Tako da, to je ja, zelo tako, zelo od individualne situacije in od samega vzroka tega problema je odvisno, kako se približamo temu, pa kako to rešimo. Ampak večinoma rešimo, ja. Je pa vedno proces, to je ena stvar. Ta stvar, to ne bomo rešili z danes na jutri, ne? Pa bom jaz rekel, ok, to moraš delati, da se ti jutri več to ne bo zgodilo. Še zmer je to učen proces in se bo zgodilo, kot izpodleti. Samo potem nima smisla se tožiti po glavi, pa se počutiti krivo za to, ampak prepoznati, zakaj se je to zgodilo in se naučiti nekaj iz te situacije, kaj lahko naredim, da se to potem jutri več ne bo pripetilo. Tako da pač ta neka krivda, pa občutek krivde nima tukaj prostora in je kontraproduktiven. Smiselno se je potem naučiti nekaj iz te situacije. Ampak to je zdaj že presega področje nutricista, tako da. Ampak vseeno, psihologija je pomembna komponenta prehranjevanja in se valjda v praksi potem kot svetovalci moramo ukvarjati tudi s tem. Ja, vedno se prepleta, saj na našem področju je isto, ne. Tudi pač, ja, če se ukvarjaš ti s prehrano, s treningom, je dobro, da se zavedamo vseh ostalih področij človeškega delovanja, čeprav mogoče izrecno ne svetuješ kot psiholog ali kot, kdorkoli drug. Slučajno. Kako?
Pravi, niti slučajno se ne bi želel psihologa. Ja, ampak je pa dobro, da pa kolikor lahko posegaš s svojim poznavanjem pa svojim uvidom na ta področja, ne? Zato, da se sploh zavedaš teh stvari, pa potem, če je potrebno, pa če vidiš, da je situacija taka, pa mogoče priporočiš potem človeka naprej, ne? Če vidiš, da je drugje težava. Ne? Ja, je dobro. Večina ljudi nima toliko konkretnih psiholoških težav. Še zmeraj so to neke zelo common-sensical pristopi, ki izvirajo iz tistega praktičnega dela izkušenj. Ker če se pogovarjamo o tem evidence-based pristopu k prehrani, nekako z izsledki utemeljen pristop k prehrani, da rečemo, da temeljimo na znanosti. Znanost je tukaj zelo pomembna komponenta, ampak je samo en del tega. A veš, te znanstvena načela je potem treba aplicirati v prakso, na normalna življenja ljudi. In tukaj pa potem pride upoštev še tisti drug praktičen del, kot izkušnje practitionera, ko je slovenska beseda za to. Pač nekoga, ki to stvar izvaja, pa kaj ima izkušnje na tem področju, kaj ima izkušnje pri delu z ljudmi, da potem zna ta znanstvena načela pa nekako spraviti skupaj in jim mi temu rečemo po zdravi pameti približati to v obliki nekih nasvetov ali pa naukov, ki jih lahko sprejmejo, pa ki jih lahko aplicirajo v svoje življenje. Ker samo ukvarjanje s številkami pa statistično značilnimi ugotovitvami, pač to nekako ni zelo uporabno v praksi. Ja, res je, ja. Dobro, Nenad, predno ti crkne baterija, bomo midva počasi zaključila, saj sva že kar dolga. Zdaj, vsi veste, torej, če vas zanima naprej, čistko, za konec, da povem, če vas zanima karkoli več v zvezi s prehrano in v stvarih, o katerih sva govorila, dajte obiskati spletno stran drfeelgood.si, se je tako, drfeelgood.si. Razmišljam že, da bi te v začetka, pa sem pozabil na začetku in polomesen, ker sem te še hotel opomenuti. V bistvu je feelgood je. Sorry, pardon, ja, res je, ja. feelgood.si, a je tako? Ja, je pa v bistvu nisi kriv, ker prej smo bili Dr. Feelgood, ampak potem smo prebrandirali zadevo. Se mi je zdelo, da je to, ja. Zdi se nam bolj korektna brez doktor, oziroma Dr. Feelgood je v bistvu vzdevek našega ustanovitelja. In potem smo postali Mario, živijo Mario. Potem postali ekipa, ker to je pa zdaj ekipa ljudi, smo rekli, bomo Feelgood. Tako da, ampak stran v bistvu, pazite, stran je pa še vedno domena, ker smo v fazi spreminjanja te strani, je pa še vedno drfeelgood.si oziroma feel_good.si. Aha, no, okej. No, če se v Google napiše, bo najdel, ker... Ja, tam nas lahko najdejo, pa na vseh teh družabnih medijih, družbenih medijih, socialnih medijih ali kako že. Pa tebe tudi, še to lahko poveš, kje se tebe lahko najde, predvsem na Instagramu si aktiven, tako? Ja, Instagram je nekako moja domena. Moja domena. Ja, drugače pa dejansko celo ekipo lahko najdeš, pa tudi vse nas lahko najdeš na Instagramu. feelgood.si je nekako naš uraden profil na Instagramu, nenad.feelgood je moj profil, mario.feelgood je od Marija, matjaž.feelgood je od Matjaža in vesna.feelgood je od Vesne, tako da smo nekako skladni. Vsi smo zelo aktivni na Instagramu, relativno aktivni. Pa na Facebooku podobno, mislim, da na Facebooku imamo pa tudi skupino, ki se ji reče Feelgood skupnost, ki pa je nekako namenjena temu, da se malo bolj se engageamo s to našo skupnostjo, ker tam dejansko lahko neke stvari komentiraš, postavljaš vprašanja, tja tudi prilepimo vsebine, pa je bolj tako oboje stransko, po Instagramu ni glih tako oboje stransko, je bolj enosmerna komunikacija. No, evo, super. Sej se bomo še slišali, midva se bova zihar še slišala, imava še veliko tem za obdelati. Poleg tega boš tudi gost zdajle v nedeljo. Nedeljo zvečer, točna ura, še zdajle na pamet ne vem, ampak bomo itak objavili na naši Facebook strani Kinvital. Boš gost, kjer boste, se mi zdi, oddajali v živo in boste ravno tako mogoče kaj na to temo, ki sva danes ali pa kaj podobnega tudi tam povedali. Tako da hvala ti, Nenad, za danes, pa se slišimo naslednjič. Hvala tebi, se vidva. Evo, cool.